Pozdravljeni in dobrodošli na mojem YouTube kanalu, z vami Aleksandra Winkler Drole. Danes bom govorila o izgorelosti. Bolezen nove dobe, bi rekli temu, ampak jaz mislim, da je to že od nekdaj obstajala, odkar obstaja človeštvo. Toliko kot se pa v teh zadnjih letih govori o temu in ljudje celo jemljajo bolniško, se pravi, zdravstvo priznava to, diagnosticira to kot zdravstveno težavo, toliko še ni bilo govora nikoli. Ne bom govorila z perspektive zdravstva, ker sem čisto druge stroke, namreč alternativne zdravilne medicine, mojstrica hipnoze, regresije, progresije in karmična diagnostičarka. Povedala vam bom 7 razlogov, najpogostejših razlogov, oziroma praktično jaz poznam 7 razlogov, tako bom rekla, do zdaj sem jih odkrila preko mojih klientov, ki prihajajo do mene in mogoče se boste našli v tem. Če ste novi na mojem YouTube kanalu, poglejte spodaj subscribe ali naroči se, kliknite zvonček, da boste lahko obveščeni o novostih. Če imate prijatelje, ki so izgoreli ali pa se počutijo tako, imajo take simptome, potem jim seveda priporočite ta video. Pa začnemo. Človeštvo nekoč in sedaj. Po besedah moje babice je njena mama, se pravi moja prababica, rodila 6 otrok, doma je bila na kmetiji, skrbela za družino, dom, prala v potoku, mrzlem potoku, perilo, vse, kuhala in tako naprej. Imela je veliko težav, artritis na roki. Njen partner, njen mož je zgodaj umrl. Imel je poškodovano hrbtenico zaradi dela. Kar vam hočem povedati, ni, da samo izgorimo danes, da so bili že pred nami ljudje izgoreli. In v čem je problem? Danes imamo ženske, nimamo 6 otrok, imamo poprečno 2, 1, 3 ali pa nič. Do mene je prišla oseba, ki je bila brez otrok pri 40 letih in je zdravnik dal bolniško zaradi izgorelosti. Mogoče vas bo ta video presenetil, ampak prosim, da poslušate zelo pozorno in vse do konca. Ne gre se samo zaradi izgorelosti na delovnem mestu, gre se za 7 različnih vrst izgorelosti. In če imaš kakršnokoli pomanjkanje energije, da nisi motiviran ali pa motivirana za delo, da se počutiš na tleh, brez volje, brez energije, potem glej res ta video pozorno in si beleži. Se pravi, človeštvo nekoč in danes vedno je lahko porušeno ravnovesje, tako pri ženskah, materah, poročenih, zaposlenih, kot pri samskih, samo službo. Po moje, da izgorevajo še klošarji na ulici od skrbi, kaj bojo jutri jedli, a bojo imeli družbo, prijatelje, a bo komu mar za njih. Govorim o porušenem ravnovesju. Kadarkoli se v našem življenju zgodi nekaj, kar poruši ravnovesje, takrat se nekaj v nas sproži nek alarm. Ta alarm kliče na pomoč. To pobere človeku veliko energije, podobno tako, kot da bi ti zdaj letula sirena. Naj vam povem po domače. Predstavljajmo si jedilnik, krožnik, na katerem so glavne sestavine. Beljakovine, ogljikovi hidrati, rudnine, minerali, vitamini in tako naprej. Če človeku dlje časa primanjkuje ene sestavine, na primer beljakovin, bo to telo, bi se reklo, trpelo. Trpelo bo pomanjkanje. Človek je lahko podhranjen, tudi če zelo veliko kalorij poje.
lahko mu primanjkuje rudnin, vitamina, katerega izmed vitaminov, lahko mu primanjkuje maščob. Vse je povezano. Se pravi, nujno za presnovo vitamina C potrebujemo maščobo. Če jedilniku odvzameš maščobo, ti vitamin C ne bo pomagal. Za presnovo vitamina D potrebujemo sonce. 15 minut sonca, obraz, roke, tudi pozimi. Če tega ni, se vitamin D ne presnavlja. Nisem se odločila, da vam bom govorila kot zdravstveno osebje, čeprav imam zaradi NPK maserja tudi kvalifikacijo, pač določene izpite iz srednje zdravstvene šole, oziroma to priznano za potrebe NPK maser. Zato si pač lahko malo privoščim, sicer smo se to učili, mislim, da že v osnovni in srednji šoli, o jedilniku. Danes to vam dajem samo primerjavo, da vam lahko razložim, kako je porušeno ravnovesje na našem čustvenem nivoju, kjer vam dajem za primerjavo takole. Spravi, ljudje imamo željo, da je naše življenje tako pisano, kot je pisano, in pestro in popolno naš jedilnik. Področje dom in družina, ljubezen oziroma čustvena, erotična pripadnost nekomu, služba, služenje denarja, imeti neko redno, varno službo, da nam omogoči reden, varen vir prihodkov, denarja, imeti odnose, ne? Ljudje smo socialna bitja, potrebujemo prijatelje, družbo, hobije, prosti čas, rabimo to, kako rabimo vitamine. Da čisto nekaj, da smo mogoče odklopljeni, ali pa da se sprehajamo ali delamo neka ročna dela. Spravi, rabimo svoj mir in svoj čas. Če dlje časa eno področje manjka, se pravi, ni nevarno, če določeno življenjsko obdobje daješ prednost enemu, zanemarjaš drugo. Ni nevarno. Kaj bi pa bilo? Recimo si predstavljaš mamo, mamico, ki je rodila, pač ne more imeti hobijev, ne more brati knjige, ker oči ne dovolijo. Če eno od teh področjih dlje časa manjka, je že prvi pogoj za izgorelost. Ne ponovim še enkrat, ne izgorijo ljudje, ki preveč delajo, se pravi v službi, izgorijo ljudje, ki jim nečesa primanjkuje. Imela sem žensko, staro okrog 40 let, na terapiji, brez otrok, brez partnerja, brez finančnih problemov, brez kreditov, dejansko državno službo, redne, varne prihodke, ni delala nadur, ampak ona je imela simptome izgorelosti. Če me vprašate, zakaj, jaz sem se to tako kot detektiv dokopala do tega. Ljudje na umu imajo, ja, sem izgorela, preveč me skrbi, kaj, služba, kaj bi lahko šlo narobe, je nevarno, da jo izgubite. Ne, to ne. Kako se počutite s sodelavki? Ja, povprečno. In po pogovoru, ki ga opravim s klientom, preden grem z njim v hipnotično regresijo, sem prišla že takrat med pogovorom do spoznanja, da ta ženska v bistvu trpi na delovnem mestu, tako bolj na nezavedni ravni, niti sama se ni tega prav zavedala, ko opazuje sodelavke, kako hvalijo svoje otroke. Ona jih pa nima. Se pravi, trpi, ker jo ves čas nekaj kljuva, wow, kje drugi imajo, jaz pa ne. Mogoče pa ne bom nikoli imela otrok, če ni imela partnerja, pa čez 40. Ne, kaj pa zdaj? In ko ti nekaj skozi kljuva na misel, ko ti nečesa primanjkuje in si tega želiš, zaradi tega trpiš. Se pravi, izgorelost je lahko zaradi pomanjkanja
Tako kot je lahko telesna podhranjenost zaradi pomanjkanja določenega vitamina, minerala ali maščobe ali beljakovin ali česarkoli. Trpi telo, tle pa trpi duša. Tako da človek skrbno se potrudi, da imaš v svojem življenju tisto, po čemer res hrepeniš. Naredi vse, kar je v tvoji moči. Se pravi, če ne moreš danes si pričarati ljubeč partnerski odnos z moškim, si pa pričaraj ljubeč odnos v določeni družbi, prijateljskem krogu. Ne se zapirati pred svetom in jokati doma skrit, ker trošiš energijo. To je pomanjkanje oziroma prvi razlog porušeno ravnovesje. To je prvi razlog od 7. Drugi razlog za izgorelost je eskapizem ali beg v mentalno nesnago. Po glavi se človeku znajo porajati same negativne misli ali pa v bistvu misli, tudi če so negativne, lahko vodijo v konstruktivno. Kolikokrat je mene v življenju nekaj ujezilo. Ne vem, enkrat me je ujezilo, ko me je ena mama od šefa rekla, da sem osovka, ne znam italijansko. To me je tako ujezilo, da danes govorim kot oče naš italijansko. Takoj sem šla v Italijo, takoj si nabavila inštrukcije, takoj se lotila učenja. In zdaj, kaj sem zdaj? Konj namesto osla. V glavnem, mene večkrat kaj ujezi, pa to pol obrnem v sebi v prid. Tako da zdaj ljudje pa bežijo, tako da veliko negativnega v nas, tudi jeza je lahko konstruktivne narave. Zato ne rečem, da je narobe biti jezen, užaljen, ljubosumen in tako naprej, ampak če to obrneš v tisti plus, kako se je to pri meni recimo zgodilo. Eskapizem je beg tja, kamor si dober iz podzavestnega razloga, da bi prikril tisto področje, kjer nisi dober. Recimo, poznala sem šahista, ki je bil zelo dober v šahu, pač normalno, zapostavljal je pa recimo fizično telo, ni dovolj telovadil, ni dost skrbil za mišično maso, tako recimo, ali pa se ni toliko posvečal otrokom, družini, bežal je v sobo, treniral šah v svojem društvu, je bil redni obiskovalec, redno se udeleževal vseh, nikoli zamudil. Pred enim večjim tekmovanjem mi je zaupal, da je v kratkem času, mogoče je bilo to v 2 mesecih, se je več mesecev pripravljal na eno pomembno turnejo, njemu je bila to izjemno življenjskega pomena, v navednicah, pomena, shujšal v parih mesecih za 7 kilogramov in ker ni imel preveč kilogramov, je bilo to kar, bi se reklo, narobe z mojega stališča gledano in tudi njemu ni bilo prav. Nekako pozabil je celo jesti. Takrat, ko zanemarimo eno osnovno področje, otroke, družino, prehrano, za voljo, da se posvečamo nečemu drugemu, takrat lahko definiram to kot eskapizem. In to pelje v izgorelost. Se pravi, tudi hobi lahko človeka pripelje do izgorelosti. Se pravi, pretirano obremenjevanje mentalnega nivoja, joj, kaj bo, kako bo, a znam dobro, a bo vse okej. Recimo, ljudje preveč razmišljajo, imajo pretirano obremenjen mentalni nivo, za razliko od emocionalnega in fizičnega. Tudi to je lahko tipičen razlog izgorelosti. Tudi to, da nadoknadiš eno in se ne ukvarjaš z drugim ali pa s tretjim. Tudi to je vrsta eskapizma. Bežati v nekaj,
in zanemariti nekaj drugega. Se pravi, v osnovni nivoji človeškega obstoja, mentalni, emocionalni in fizični nivo. Ok, so tudi spiritualni, ampak zaradi tega, če ne moliš, se ne meditiraš, se ne povežuješ z višjim jazom, to zdaj ni življenjskega pomena. Življenjskega pomena je, da skrbimo za fizični obstoj, da imamo čustveno ob sebi občustveno varnost in da vzdržujemo mentalno higieno. Se pravi, če morajo naše mišice delovati, mora tudi naš mentalni nivo. Ljudje smo navajeni, v šoli so nam trenirali mentalni nivo, bolj malo je bilo emocionalnega nivoja, če bi to bil, potem nas učitelji ne bi javno zmerjali z žvalcami, vsaj za časa moje generacije. Je bilo to čisto klasično, žaljivke strani učiteljev, no mislim, da imajo danes to z zakonom prepovedano. Je bilo to kar vsakdanja praksa, tako ne pri vseh učiteljih, ampak pri nekaterih pa ja. Se pravi, človek ima tudi ne pobegniti v nek mentalni nivo, tako kot so te učili, da veljaš, kolikor znaš, in ljudje berejo knjigo za knjigom. Življenje se jim pa ne izboljša, ker vse ideje, vsi nasveti so tako kot prebrani recepti, v praksi jih pa ne spelješ. Se pravi, mentalni nivo mi služi samo zato, da preštudiram. Ok, par minut, kaj bom danes skuhala za večerjo? Par minut razmišljam, pogledam v hladilnik, mislim, da mi neka stvar manjka, ok, grem v trgovino, če mi je pomembno ali naredim kaj drugega, hitro to prečekiram in se lotim. Se pravi, približno par minut rabim, da se odločim, kaj bom skuhala za večerjo in kakšne pol urce pripravljam večerjo ali pa malo več. Kaj pa, če bi bilo obratno? Kaj pa, če bi pol ure razmišljala, kaj bom skuhala za večerjo in pol si odsvrla jajce na oko, 5 minut recimo, tukaj je pa že narobe. Se pravi, preveč energije na mentalnem nivoju in premalo na fizični izvedbi ustvarja porušeno ravnovesje. Tudi preveč razmišljati o tem, zakaj te kdo užalil, kako te užalil, kako bi ga ti užalil nazaj, kaj je s tem mislil, kar je rekel. Se pravi, pretirano neko čustvovanje, kaj se je zgodilo v nekem filmu, v neki drami, ali pa glasba, neka žalostna, depresivna glasba, ustvarja neke solze, neke spomine. Človek vedi, da si ti gospodar svojih emocij in da lahko reče stop tem emocijam, ne rabim tega gojiti. Tako da ne beži tja, kamor si dober, v jokanju, v jamranju, v obtoževanju koga, v mentalni nivo, v pretirano čustvovanje, ustvarjanje neke drame, bi se reklo iz muhe slona. Tretja stvar, strah pred izgubo udobja in strah pred pomanjkanjem. Ljudje doživljajo neke priložnosti v življenju kot sezono gob. Wow, zdajle imam priložnost, zdajle gremo, nabiramo gobe, ki pa jih ne bo več. Seveda nam to, da si ustvarimo zaloge denarja ali pa da se izkažemo v službi, predstavlja veliko, pomeni veliko. Ampak vse do neke mere, bi rekli. Če poganja strah pred pomanjkanjem, da ne boš najboljši, da ne boš napredoval, da te bojo odpustili, če ne boš perfekten. Pretiran trud iz strahu pred pomanjkanjem, čeprav ta strah ni utemeljen. Se pravi, ljudje imajo, ne vem, kako bi mogli, idealno bi bilo, da je plača takšna, da tretjina gre za sprotno preživetje in plačilo položnic, tretjina gre za varčevanje in tretjina gre za naložbe. Se pravi, tako bi mogla biti plača, ne, razdeljena. Žal pri ljudeh to ni, eni imajo mnogo manj in nimajo kaj pustiti, ne morejo si od plače ali pa pokojnine
tretjino vložiti v nekaj, se pravi v zlato, kriptovalute ali pa kupiti neki, ne vem, stroj za pletenje ali pa sadike, da boš imel sadje, se pravi neka naložba, neko orodje za to, da ti bo prineslo, se pravi nekaj izboljšalo tvoj standard, in tretjino, se pravi, prišparati. Ljudje ne morejo tako. Eni imajo ogromno in tisti, ki imajo ogromno, recimo, še vedno se pehajo za to, da bi imeli še več. Spoznala sem veliko bogatih ljudi, res, ki so imeli zelo, zelo, zelo dobro plačo, tudi opravljali so tako delo, ki ga malo kdo zna, zato so imeli tako, praktično so bili zelo težko nadomestljivi, ampak so se preveč borili, da bi bili še boljši, da bi bili vodje oddelka. In izgori, ne more. Ampak ponavljam še enkrat, vse tiste ljudi, ki sem srečala, niso izgoreli samo zaradi dela, ampak zaradi pomankanja. Ko sem jih vprašala, čisto takole, kako pa kaj, partnerski odnos, tam nič. Sej mož je ponosen name, zato ker sem po poklicu to in to, ker mi gre dobro, ampak z njim nimava nič. Kako kaj erotika, seks, to že cajt ni nič. Dejansko izgoreva zaradi pomankanja, ne zaradi preveč denarja, preveč dobre službe, preveč priložnosti za napredovanje. Ampak tlele bi opozorila vse, ki doživljajo to življenje kot tek za vozom, čeprav so že na vozu, imajo že vse postlano, da jih ne bo strah, da bojo izgubili udobje, ker znanja in delovnih izkušenj ti nihče ne more vzeti. Lahko ti izgubiš delovno mesto, ampak jutri si zaposljiv, ker znanje je največja naložba, če me ne vprašate. Se pravi, strah pred izgubo, pomanjkljivo delovanje izvesti oziroma povesti je četrta. Četrta, ki sem jo odkrila, ljudje ne delujejo zvesti, ne delujejo povesti. Kaj je to? Se pravi, kaj ljudi poganja, kaj nas poganja, da nekaj naredimo ali nečesa ne naredimo. Večina ljudi deluje po sistemu palca ali pa korenček, kazen ali pa nagrada. Se pravi, nekaj naredi zaradi tega, ker se boji kazni oziroma palce, oziroma nekaj naredi, ker hoče nagrado oziroma karkoli pač že prinese to priznanje v družbi, aplavz, spoštovanje, višjo plačo. In tlele je zelo malo ljudi, oziroma na moje veliko veselje, tudi vaše mogoče, se rojevajo otroci, ki zelo delujejo iz vesti. Zelo. To so ti novodobni indigo in mavrični otroci, ki pa niso vsi, in tudi že za časa moje generacije so bili, ampak nas je bilo manj. Narediti nekaj. Nekaj dam odpoved, ne bojim se, kaj bo z mano jutri. Verjamem vase, imam vse nitke v svojih rokah. Ne rabim delodajalca, ki me ne ceni, ne spoštuje. Jaz to lahko naredim. Ali pa, če zahteva od mene, da nekaj naredim, in to ni v skladu z mojo vestjo, pač riskiram, da izgubim delovno mesto. Jaz to lahko naredim, nekdo pa ne more. Se pravi, delovanje izključno zaradi nagrade ali pa iz strahu pred kaznijo, sankcijami, da bo izključen, brez vesti ustvarja izgorelost. Človek, ki dela iz vesti in je temelj delovanja, ne rečem, da zadaj ni tudi nagrada. Recimo, jaz snemam brezplačno te video live. Brezplačno tudi čez zimo krmim ptičke. Ne vem, mogoče plačilo nagrada to, da opazujem različne ptičke skozi okno, obožujem pogled na njih.
Ko sem z babico hodila na sprehod, se spomnim še kot otrok, pa smo hodile po nekih kolovoznih poteh, kolikokrat je rekla, tle en kamen, ta kamen moram pa stran s poti umakniti, ko pripelje avto, mu lahko preluknja gumo, pnevmatiko po slovensko. In ona gre, sem si mislila, je to pomembno. Ja, dejansko sem se učila, da nekaj narediš iz vesti. Noben ti ne bo ploskal, noben ti ne bo dal nobene nagrade, nobene povišice ne dobiš, se to sploh noben ni videl, kaj delaš. A hraniš ptičke, a umakneš kakšen ostar kamen. A narediš, kaj pa otroke, recimo, a se obnašaš do njih iz vesti. Ali samo, če boste taki, bomo ugledna družina, če ne boste taki dosegli to izobrazbo, bomo manj vredni ljudje, kaj bojo rekli drugi. Se pravi, kaj pa bo rekla tvoja vest? Se pravi, če delaš veliko, mimo vesti, izgubljaš življenjsko vitalno energijo. Če pa deluješ po vesti, vam povem, lahko ure in ure delaš, in če delaš iz vesti, preprosto nisi utrujen. Naj vam samo takole nekako pojasnim, da dobiš okrepitev celotna angelska sfera. Angeli varuhi dobijo okrepitev, več jih je v tvoji ekipi. Več jih je, bolj ti pomagajo. Lejte, jaz sem bila na porodniški 3-krat, 3 otroke imam, 2 sina in hčerko. In to je bilo na 2 leti in 2 meseca, se je en rodil, pa drug in tret. Med njimi je 2 leti in 2 meseca. 6 let sem dojila vse 3 skupaj, časovno. Vmes sem pisala še knjigo, nisem imela nobene pomočnice, ne taščene mame. Obe sta dokaj hitro zapustili ta zemeljski svet, tako da pa nismo živeli skupaj, se pravi, sem bila sama z družino v glavnem in nisem zgorela. Imela sem toliko energije, toliko volje, da vam ne morem povedati. Občutila sem pa neko izgorelost in prav, ko sem bila najstnica, mogoče je bila to tudi neke vrste depresija, ko že razmišljaš, kakšen smisel ima življenje na tem svetu, če je pa non-stop sama neka borba, če ne morem biti, kar jaz sem. In zdajle gremo k 5. točki, omejujoča prepričanja, pogodbe in dušni sporazumi iz prejšnjih inkarnacij. Ljudje prinesemo na ta svet že same probleme. Se prav zgleda, da se rodimo čisti. Ampak duša, ker je večna, prinese s sabo tudi probleme od prejšnjih inkarnacij, ki jih tam ni pustila, razrešila. In večina teh omejujočih prepričanj, se pravi neke pogodbene zaveze, ustvarjajo breme. Te so lahko recimo zaobljuba ubogljivosti, molčečnosti, celibatu, revščini, trpljenju, pomanjkanju in zaobljuba po žrtvovanju. Nekoč v davni dušni preteklosti, lahko v prejšnjem življenju ali pa v kateremkoli izmed prejšnjih življenj, se je duša zaobljubila nečemu. Recimo, da je bila takrat zahteva, da se zaobljubi molčečnosti. Se pravi, je bila neka družinska skrivnost, imeli so lahko ogromno denarja in so zahtevali, zdaj bomo naredili obred, da to, kar vidiš tle, koliko imamo bogatstva, denarja, to so bile te kraljeve družine, v glavnem, in kakšen plan imajo, zdaj ti to informacije veš, ampak moraš zapriseči, da temu nikomer ne boš povedal, da ne govoriš o svoji družini. In to je lahko hudo breme, da ti kaj ne uide iz ust. In ko se taka duša rodi v novo življenje,
še vedno ne upa nič povedati. Jaz sem poznala enega takega, ki nikoli ni govoril o svoji primarni družini. O tem ne bi govoril. Kakšno je bilo tvoje otroštvo? Ne bi razlagal. Osnovna šola, ocene, njegove, ja, kaj pa odnos starša med vami, ni šlo. Se pravi, je pa tudi tlele zaprisega trpljenju, to je pa katoliška cerkev ali pa tudi katera druga vera lahko naredila, da je prisilila ljudi, da razmišljajo, da je smisel trpljenje. Ti kar trpi, pa deli, pa molči, pa ti bo odplačano. S trpljenjem prideš do večnega miru. Ne vem, so narobe interpretirali Kristusovo smrt na križu, po moje. Tako da zahtevali so tudi od ljudi ubogljivost, avtoritete, vojaške avtoritete. Tako kot so še za prisego, vojaško za prisego. Se pravi, moja generacija, ko je še služila obvezen vojaški rok, so mogli dati za obljubo, da bojo za ceno svojega življenja branili svojo domovino. Kar se mi zdi tako, recimo politiki se skregajo, ljudje pa umirajo. Naj se grejo politiki boriti 1 proti 1 sabljati, recimo. Pa bi umrla samo 2 ali pa 1, ne pa toliko ljudi zadaj, ki potegnejo, oni so pa na varnem. Se pravi, zahtevati. To je tematika online ključ do duše, akademija, ki traja 3 leta. Se pravi, to snov, kar zdaj le razlagam, in takrat tudi odstranjujemo osnovne blokade in omejitve z prejšnjih življenj. Med njimi so tudi sulice, jeze in še mnoge druge prilepljene entitete, ki črpajo gostitelju energijo, lačni duhovi, virusne entitete, astralna potovanja, odprti negativni portali do podzavesti, kar dušo zelo vznemirja in še marsikaj. Več o tem je tudi v knjigi Akaški zapisi osnove dušne matrice, tako da tisti, ki si želite tega programa, je pač knjiga prva stvar, da vidiš, če ti je program všeč, sicer bo to samo zadostilo tvojemu mentalnemu nivoju, tvojemu spiritualnemu, duhovnemu in drugih nivojih pa ne bo, ker to je pač treba delati v praksi in to v praksi prakticiramo v tečaju, ne pa, da boš bral knjigo in boš že kar rešil. Še kar dosti je tega, zdajle bom na hitro naštela. Naslednja, se pravi, ta bi bila 5. Človek posluša glas, bi se reklo, programa, ki so mu ga vcepili v enim izmed prejšnjih inkarnacij, namesto da bi slišal glas svoje duše in misel, da dela prav, da se odloča prav. S tem, ko se ne odloča prav, ko ne deluje prav, troši ogromno energije in posledično trpi zaradi izgorelosti. Si predstavljaš ljubezensko življenje z nekom, ki je zaprisežen celibatu? Vedno bo imel v glavi, da je seks umazan in pa, da tega ne bi smel početi ali pa neka krivda bi se mu javljala. In pol začnejo biti nesoglasja v čustvenem razmerju, pol grejo narazen, pol je nesrečen, pol nima volje, kaj bi počel in tako naprej. Se pravi, ko ene stvari manjka v življenju, hitro trpijo tudi druga področja, ker pač je vse povezano. Zdaj, če niste ali pa ne boste prišli na 3-letni program v jesen, to začnemo v jesen, lahko te stvari rešujemo tudi v regresoterapiji 1-na-1 na 3 lokacijah. Imam to, preberite več o tem na moji spletni strani amgarden.si ali pa mi pišite na e-mail aleksandra.vizionar@gmail.com. 6. točka.
ljudje hranijo črnega volka ali pa belega volka. No, bom rekla takole, zdaj hudiča so Indijanci, staroselci, bolje rečeno, poimenovali črni volk, ki je predstavljal vse slabe lastnosti, jeza, ljubosumje, zlobo. Medtem ko so belega volka imenovali, kakor mi, dobrega belega angela, in je predstavljal same lepe lastnosti, ljubezen, spoštovanje, dobri odnosi in tako naprej. In če človek hrani črnega volka, potem bi se rekel, dela tako, kot da ima hudič mlade. Bolj ko jih fotraš, bolj bojo rasli in bolj se bojo množili in več jih bo. Tukaj sem vam v osebni karmični prognozi opisala, katero je tisto področje, na kakšen način ne smete delovati, da ne bi hranili črnega volka. Tako da to poglejte v osebni karmični prognozi, res veliko ljudi je to naročilo, če ste med njimi, ki niste, pač tega ne delam več v pisni obliki, ampak imam za to telefon, čist poseben telefon, se pravi en navaden telefon s številko 090 4160, da vam pač tisto pogledam, odčitam. Seveda je dobro, da sledite mojim ekstremno dobrim e-mail ponudbam, ki jih imam enkrat na leto. Če to zamudite, pol lahko še kaj popravimo zadnji. Drugače pa to delam samo konec leta, ampak januarja, mogoče še par dni v novem letu za tekoče leto. Se pravi, za leto 2025 zdajle ne morem več odčitavati področje, kar sem odčitala v osebni karmični prognozi, ki sem jo delala v pisni obliki, pač zdaj tega ne delam. Zdaj imam pač ta 090 41 60 telefon, da pač pokličete in seveda je to dosti dražje. Tudi lahko to branje skrajšamo na najpomembnejše, tako da pride tam enih 20 minut in si pač zapisuješ zraven. Se pravi, če hraniš črnega volka po tistem področju, ki je zate opisano, potem boš zgorela. To je metanje energije, to je kot da bi, a veste, kaj so že bili, Butalci ali kdo, so vlekli skalo na vrh hriba, se jo spustili dol, so gledali, ko se kotali dol, ki je prišla, ki se je skotalila dol, so jo spet primili in nesli na vrh hriba. In ne zmoreš več drugega delati, ko sam fotraš črnega volka, poganjaš hrčkova kolesa in ne prideš nikamor. Absolutno ne hraniti črnega volka, tako kot sem vam to opisala, kje imate. Vsak ima to v nas. V nas ljudeh je dejansko zametek, da vseh naših dobrih lastnosti in naših slabih. Zdaj pa enih je več enega, pa drugih je več drugega. Prav je, da celo narod ima določene predispozicije. Recimo pravijo, da Slovenci ne privoščijo uspeha, da Slovenci smo nevoščljivi, ne vem, jaz nisem, razen če je imela kera fanta, pa ga jaz nisem imela, sem bila še zelo mlada. Zdaj pač imam vse, kar rabim, vsega pomalem na mojem jedilniku, ne vem. Ampak vseeno mislim, da je kar dosti nevoščljivosti. V moji stroki je tlele kar dosti rivalstva, kraje in laganja, borba za stranke, tako da mogoče pa to drži. Zdaj jaz tlele bi rajši, da se vsak v svojo individualno, personalno temo poglobi, ne da pač govorimo o neki širši kolektivni, ki pač ni nujno, da velja za vse nas. Se pravi, 6. točka, ne hraniti negativnega vodnika, črnega volka v tebi, da ne boš zapravil vso energijo in zgorel. 7. in to je zadnja, razlog, da ne živiš, da izgoriš, je življenje izven konteksta
svoje darme. Se pravi, zdaj, kaj je darma, sem opisala v tej isti knjigi, zelo lepo sem povedala. In živali imajo darmo in točno vejo, lastovka nima iste darme poslanstva, kakor mačka, volk, lisica, zajc. Pri ljudeh je pa to zelo zakomplicirano. Sicer imamo kolektivno darmo, kolektivna darma nas vseh je, da ljubimo in se učimo. To je naša kolektivna darma. Darma ni samo privilegij, ampak je tudi dolžnost. Se pa tudi kot otrok svoj, ki ga imaš rad in se ti zdi, wow, hvala Bog, ki si mi jih dal, ali hvala usodi, ki si mi jih ponudila. Zelo mi je v veselje, radost in čast, da jih imam, ampak so tudi dolžnost, zahteva. Se pravi, darma je obenem tudi zahteva, ni le privilegij in neko darilo. In zdaj bomo pogledali 9 skupin naše. Imamo primarno darmo, pa sekundarno, se pravi, enkrat v življenju so določene stvari, ki izstopajo, ampak na splošno jaz tlele odčitavam 9 primarnih in 12 sekundarnih vrst darme. Recimo v branju dušnega zapisa, ki vam ga priporočam kot mojo temeljno, osnovno in prvo stvar, ki jo kupite ali pa naročite od mene, branje dušnega zapisa, traja 1 urco, poteka po telefonu, mobitelu, pravzaprav Skypeu, WhatsApp, Google Meeting, kakor se zmenimo. Lahko snemaš, si pišeš in to pač ni nekega posebnega postopka naročanja, se pravi, ko plačaš, pošlješ SMS, takrat, ko si pripravljen, takrat, ko je v času mojega urnika, ponedeljek, običajno je to ponedeljek, torek in sreda, se pravi 3 dni v tednu to delam. In od 8 zjutraj do 12 in potem popoldne imam urnik od 15 do 19. Se pravi, tam ti odčitam, sem ti že, ali pa ti bom, eno izmed 12 vrst darme, dušni vrtnar, dušni kurir, dušna mati, dušni kralj, dušni zdravilec, dušni posrednik, dušni raziskovalec, dušni učitelj, dušni oče, dušni vizionar, dušni družabnik, dušni bojevnik in dušni vrtnar, pa še dušni kurir, če nisem rekla dušna mati, dušni kralj, ja, dušni zdravilec. V glavnem, recimo moja darma je dušni vizionar in sem našla še nekaj ljudi, ki imajo to skupino. Kaj to pomeni zame, da imam vizijo boljšega sveta in da je tudi to moja naloga, dolžnost, da to delim z vami. In zdaj smo prišli do konca izgorelosti in razlogov, kako se jih rešiš. Pomagam ti lahko, bi se reklo, preko osebne regresoterapije, ne vzamem ljudi kar na regresijo, to je pač zelo tak postopek, da včasih ga moram prej spoznati človeka, zato je boljše, da najprej naročiš branje dušnega zapisa, če pa to že si, pa mi piši na mail. Tako, v naslednjem videu bom govorila o intuiciji, o modrosti in govorila bom o tem, kako sebe pripraviti na prihodnost preko sublimiranih sporočil. Hvala, ker ste bili z mano, hvala, ker me priporočate svojim prijateljem, kolegom, znancem, ker me spremljate tudi v brezplačnih e-novicah. omgarden.si je moja spletna stran in kmalu spet z vami.